Na predavanju vam bom poskušal osvetliti travnike. Pravzaprav vsak od nas, vsak od vas ima določeno predstavo, kaj so travniki. Če se vozimo po Sloveniji, je travnikov veliko, če gremo v naravo, jih občudujemo, od njih živimo, dobimo krmo. Travniki so v našem okolju nekaj vsakdanjega, hkrati so gospodarsko pomembni, so del krajine. Ko gremo v gore, občudujemo travnike, ko gremo za 1. maj na morje, ko cvetijo, občudujemo. Pa si dajmo pogledati, kaj pravzaprav so torej travniki. Danes vam bom poskušal povedati, kako so travniki nastali, kakšna je njihova pestrost in zakaj je taka pestrost. Osredotočil se bom na polnaravne, to se pravi antropogene ali sekundarne travnike, ti so v večini in bomo pogledali, kako je bilo z njimi skozi zgodovino. Hkrati pa znamo danes tudi že modelirati in napovedovati, kaj se z njimi lahko dogodi v prihodnosti. Na koncu pa še si bomo pogledali, kaj pravzaprav ogroža, kaj je tisto, kar ogroža travnike in kako pravzaprav lahko mi pri tem pomagamo, da jih ohranjamo. Na začetku pa najprej o izrazih. Torej, uporabil sem do zdaj besedo travnik. Pravzaprav bolj korektno je, če rečem travišče, kajti ta izraz obsega tako travnike kot pašnike. V agronomski rabi se pa uporablja tudi ime travinje. Travišča mi pravzaprav ločimo na naravna in pa na sekundarna. Kaj so naravna travišča? Naravna travišča so v tistih okoljih, kjer je podnebje takšno, da ne omogoča rast lesnih vrst, se pravi dreves. Pri nas je to nad gozdno mejo, to je v naših Alpah tam nekje približno 1700–1800 metrov, včasih malo več, malo manj, odvisno od reliefa. In to so tiste alpske trate, po katerih se najrajši sprehajamo, kadar gremo v gore. Potem so pa še vsi travniki, ki so pa nižje, so pa sekundarni. Razen seveda močviri. Močvirja so predeli, v katerih zastaja voda in zopet niso primerni za lesne vrste. Potem recimo tudi barja z šotnimi mahovi so prekisla, prevlažna. In pa recimo slani travniki ob morju, ki imajo preveč soli in tudi ti so naravni. Vsi ostali travniki so pa pravzaprav sekundarni. Pomeni, da jih je ustvaril človek z svojo rabo. Travniki, če se takole malo ozremo po slovenskih pokrajinah, so najrazličnejših tipov. In v vsaki krajini, pa naj bo to na Gorenjskem, na Dolenjskem, Beli krajini, na Goričkem, kjerkoli, na Krasu recimo, ali pa v slovenski Istri, so torej travniki tisti, ki nam dajejo značilno krajinsko podobo. In so seveda zelo različnih tipov in v zelo različni rabi. Lahko so košeni, lahko so pašeni, lahko so pa tudi v kombinirani rabi. Položaj Slovenije je takšen, da je pravzaprav nekako del dveh kontaktnih območij. To je srednje evropsko območje z velikim vplivom Alp in pa submediteransko dinarsko območje, ki sega iz jugovzhoda in je recimo naš Primorski kras. To je tisto, kar, bom rekel, najbolj z največjim pečatom vpliva na raznolikost, na vrstno sestavo. So pa seveda še tudi abiotski dejavniki, ki vplivajo, to je pH, se pravi kislost, bazičnost tal, vlažnost, torej vsebnost vode v tleh in pa pomembno vsebnost hranil, nutrientov. Kar se tiče same vrstne pestrosti, se pravi števila vrst, tukaj je en presenetljiv podatek, da število vrst na enoto
površine, če govorimo o majhnih enotah površine, ni največje recimo v tropih ali pa kje morda v Mediteranu, ampak je do sedaj registrirana največja pestrost na kamnitih, skalnatih travnikih v Baltiku, se pravi Alvari v Estoniji, kjer je recimo na 10x10 centimetrov 25 rastlinskih vrst, če gremo 20 na 20, jih je že 42 in na kvadratnem metru 63. Pri nas na Krasu smo potrdili na približno 25 kvadratnih metrov do 100 vrst, kar je seveda izjemno dosti. Pri tem seveda botruje tudi to dejstvo, da tam uspevajo majhne rastline, nizke rastline, se pravi rastline z majhno biomaso, kar seveda prispeva k temu, da jih je na majhni površini več. Združbe travišč v celinski Sloveniji imajo tam nekje med 90 in 140 rastlinskih vrst, posebej bogati so pa še suhi travniki, kjer imamo okrog povprečno 180 vrst. No, takole, če pogledamo pa kumulativno, pa je nekje okrog 230, pa morda tudi kaj več tipičnih travniških vrst v Sloveniji. Seveda pa na travniku rastejo tudi vrste, ki udirajo iz gozdnega roba, v senčnih predelih tudi lahko iz gozda ali pa recimo iz kmetijskih površin, tako da so dejansko še bogatejši. Kar zadeva pH-ja, imamo travnike, ki so izrazito kisli ali pa take, ki so izrazito bazični in pa tisti, ki so vmes. Na silikatni podlagi, to so recimo pri nas na Pohorju, ponekod v Sredogorju ali pa v Karavankah, tam so travniki izrazito zakisani in imajo popolnoma svojo floro, ki jo gradijo recimo ena taka majhna travica volkovja in so na videz lahko zelo pisani, ampak po številu vrst pa so manj bogati, kot pa so recimo travniki, ki so bazični, se pravi, ki so na apnencu. Slovenija ima zelo dosti apnenčastega sveta, torej kraškega sveta, in zato ima pravzaprav so ti travniki, bodisi da je to primorski kras, dolenjski kras ali pa recimo Zasavje, so zelo bogati. Potem pa so seveda precej nevtralni, rahlo bazični travniki na sedimentnih kamninah, kot je recimo fliš, ki so lahko tudi zelo bogati. Takšni travniki so tudi naravno bolj rodovitni že in seveda so spet malo drugačni. No, omenil sem nutriente. Seveda nekoč travnikov niso gnojili, kajti hlevski gnoj je bil predragocen in so ga uporabljali za njive. Morda so gnojili samo nekatere travnike in v manjši meri. Danes je glavni razlog za to, da travniki postajajo vedno manj pestri, je dodajanje hranil, se pravi gnojenje. Tako da mi nekako travnike jih nekako razporedimo na gradientu od tistih, ki jim rečemo oligotrofni, to pomeni, da so rastline tam prilagojene na skromne hranilne razmere, pa potem mezotrofni, pa eutrofni, to so pa tisti, ki producirajo visoko biomaso, imajo dobro krmno vrednost, vendar je pa vrst v njih zelo malo. No, nekaj primerov, to lahko že pravzaprav po slikah takoj prepoznamo, kateri travniki so eutrofni, tisti temnozeleni z prevladujočo eno ali dvemi vrstami trave, medtem ko pa oligotrofni pa so na račun trav, ki jih je manj in z manjšo biomaso, so potem lahko bolj pestri. No, potem pa je seveda vlažnost tal, je zelo pomembna. Zdaj, odkot sploh lahko pride vlaga? Vlažni travniki so seveda skoraj
praviloma, ne vedno, ampak skoraj praviloma v dolinah potokov ali manjših rek, kjer te reke in potoki poplavljajo. Taki travniki so naravno poplavljani in voda prinaša hranila in seveda potem se ta voda umakne in takšni travniki so relativno pestri. Vi jih poznate verjetno takole recimo spomladi po kalužnici, po travniški penuši, potem kasneje pa je vrst več. To so travniki, ki so torej poplavljani. Imamo pa tudi tako imenovane mokrotne travnike, ki so pa izrazito oligotrofni. To so pa travniki, na katerih zastaja padavinska voda, ki ima zelo malo hranil in spodaj so tla oglejena, se pravi nepropustna in potem ta voda zastaja, se še dodatno zakisa in takšni travniki so pa recimo torej travniki z modro stožko, v katerih najdemo eminentne rastline, kot so recimo sibirska perunika in druge. Po drugi strani imamo potem seveda travnike, ki so nekje vmes, to se pravi, niso ne vlažni, ne suhi, to so ponavadi na rodovitnih ravnicah, ti so najbolj podvrženi intenzifikaciji, no in potem pa seveda na pobočjih imamo pa potem polsuhe travnike z pokončno stoklaso in potem seveda izrazito suhe travnike tam, kjer so pa tla zelo plitka, kamnita, recimo na Krasu, na vrhovih, na Puklih ali pa recimo peščena tla na Goričkem in podobno. Zdaj, seveda, te polsuhi travniki so najbolj za oko privlačni in tudi po številu vrst najbogatejši. Tam recimo najdemo takšne, kot rečemo, kultne rastline, kot so razne lilije, orhideje, nageljčki in podobno. Zdaj, omenil sem že, da je v Sloveniji poteka nekakšna črta med tako imenovanimi celinskimi travniki in pa submediteransko-ilirskimi. Zdaj ta črta nekje poteka po meji primorskega Krasa in imamo potem seveda tudi stično območje, kjer se vse to meša. Napačno je mnenje, da imamo v Sloveniji panonski vpliv, dejansko v flori in vegetaciji panonskega vpliva pravzaprav imamo zelo, zelo malo, skoraj nič. Tisto, kar mi imamo v Prekmurju, to je tipičen srednjeevropski vpliv, ki pa je, če tako rečem, osvobojen vpliva Alp. Vse ostalo območje pa je še precej pod vplivom Alp. No, travnike v Sloveniji razdelimo nekako na 3 velike skupine. Zdaj, v fitocenologiji jim rečemo na 3 razrede, se pravi razred suhih in polsuhih travnikov in pašnikov na bazični podlagi, to je tisti tako imenovani Festuco brometea, ki pravzaprav vsebuje 2 biogeografski enoti. Eno so tisti, ko sem omenil, torej celinski. Zdaj, zakaj takole? Zato, ker kontinentalnost je pravzaprav tisti kontinentalno podnebje se začne šele mnogo bolj vzhodno od nas. Mi smo, kljub vsemu smo nekje še pod vplivom subatlantskega z vplivom Alp podnebja, no, ampak mi pač rečemo celinski, zato da ločimo od tistih submediteransko-ilirskih. Se pravi, ta red tako imenovanih celinskih, suhih in polsuhih travišč na eni strani in pa potem skupina ilirsko-submediteranskih na drugi strani. Potem naslednji razred so suha in polsuha travišča in resave pod gozdno mejo. Najbolj jih okarakterizira lahko recimo arnika, ki jo vsi poznamo, potem recimo jesenska vresa na Pohorju ali pa recimo tudi na apnencu lahko, ampak tam, kjer pride sekundarno do zakisanja, pa brkata, zvončnica in tako naprej. No in potem pa je tisti najbolj razširjeni razred, to so pa mezotrofna do eutrofna travišča, to so tista na bogatejših tleh, ki pa jih potem ločimo v 2 skupini, se pravi oligotrofni mokrotni, to je tista, ko sem že omenil z
z molinijo, a ne, se pravi z tisto travo, ki označuje slab nivo hranil v tleh in pa kislost, in pa potem tisti gojeni, lahko so tudi pognojeni, to pa so tisti, ki v Sloveniji prevladujejo z recimo kozjo brado, ripečo zlatico, ivanščico, z grintavcem in tako naprej. Seveda pa se lahko potem osiromašijo do tiste faze, ko imamo potem lahko samo nekaj vrst, recimo spomladi samo regrat. Zdaj, tukaj se mogoče sprehodimo skozi samo nekatere tipe suhih travišč, takole samo kot, bom rekel, en pogled skozi okno, recimo na Goričko, kjer imamo takšna travišča, ki so na kislih tleh, se pravi, je suho, ampak je kislo, pa vendarle imamo precej orhidej, nageljčkov, manjka pokončna stoklasa, namesto pokončne stoklase imamo bilnice, potem recimo imamo v Halozah, kjer so tla flišnata, pa ne samo v Halozah, tudi ponekod v Slovenskih goricah imamo travnike s turško deteljo, ki so visoki, se pravi naravno rodovitni so, no in v njih je velika gostota orhidej, mačjih ušes, recimo jadranska smrdljiva kukavica v presenetljivo visoki gostoti. To so tisti travniki, ko so na strminah, zelo težko je z njimi upravljati. Potem pa so takšne tipične vrste iz takih travnikov, mi jih prepoznamo recimo, tudi kadar nič ne cveti, jih prepoznamo po srednjem trpotcu, ki je pokazatelj takih travnikov. Če pa stopimo v gojen travnik, bomo našli pa ozkolistni trpotec. Če pa smo recimo na Krasu, pa opazimo pa gredljasti trpotec. To se pravi, že po trpocih mi takoj nekako vemo, kam smo stopili, v kateri travnik. No in potem seveda, da ne naštevam pač različnih orhidej, ki so v bistvu najbolj občutljive na gnojenje, na količino dušika in fosforja v tleh. No, potem recimo že omenjeno na Goričkem, takšni travniki so tam že zelo redki, kajti enostavno potrebe so se spremenile, ljudi se izseljujejo, živine ni več in potem seveda takšni travniki izginjajo. To so travniki z različnimi nageljčki in tudi seveda orhidejami, ki so lahko v nikjer drugje zabeleženi gostoti, lahko navadna kukavica, lahko tudi do 20 primerkov ali več na kvadratni meter. No in potem pa tista druga skupina, to so pa ilirsko-submediteranska suha in polsuha travišča. To je, če si predstavljate vse, kar je kraški svet, recimo na Primorskem, ampak to so lahko med seboj zelo različni tipi, v bistvu ločimo travnike, torej tiste, ki so košeni, to je ponavadi na kakšnih takih ravnicah, na kraških poljih, takšnih zaravanih, kjer so ljudje v stoletjih odnašali kamenje, zato da so lahko kosili, to kamenje so odlagali okrog, no in to so travniki, kjer prevladuje in se tudi imenujejo po dlakavem gadnjaku. Zelo pomembno je, da v teh travnikih redno kosimo, kajti če ne kosimo, se začenjajo hitro zaraščati, ampak o tem še kasneje. Takšni travniki so bogati tudi z orhidejami, bogati so tudi z različnimi enoletnicami, smo že malo bliže Mediterana, in potem tudi v slovenski Istri, ko je fliš, imamo zelo, zelo podoben tip travnikov, in tudi tam so torej travniki bogati z različnimi orhidejami. Nekatere od njih so vezane samo na slovensko Istro, torej takšnih je recimo okrog 10. No, nekateri od teh travnikov, recimo tukaj en takšen z raznolistno mačino, ki je ena izmed evropsko pomembnih vrst, uspeva na teh travnikih, to je torej rastlina, ki jo posebej
posebej čuvamo in zato so ti travniki še posebej pomembni. Pomembno je, da ostanejo v košnji, kajti po opuščanju se potem zelo hitro zaraščajo. No, na drugi strani pa na Krasu seveda imamo pa pašnike. To so predvsem nekdani pašniki, kajti paša je v strmem upadanju. To so visoko kraške planote ali pa kraška planota, tam nekje na 500-600 metrov in pa potem recimo više gor Nanos, Trnovski gozd, predgorje Snežnika. To so velike strnjene površine, kjer ponekod seveda še imamo pašo, ponekod pa ne. To so travniki z košutnikom, z kranjsko lilijo in tako naprej. Rastlina, ki je dala ime združbi teh kraških pašnikov, je skalni glavinec, rumenocvetni glavinec, ki še potem pozno v poletje ga še vidimo cveteti, ko so v bistvu trave že posušene. Sicer pa so ti kraški pašniki živi, če tako rečem, od zgodnje pomladi, od takrat, ko zacveti tržaški sviš, pa narcisa, pa gorska logarica, pa vse potem do poznega poletja, ko se nekako začasno posušijo. Zato temu rečejo tudi psevdostepa, nekakšna vrsta stepe, ki seveda ni naravna. Te travniki, poudarjam, so antropogeni, jih je ustvaril človek. In potem seveda, če nimamo časa, da bi se poglabljali v to pestrost, da bi naštevali vrste, jih pokazali, ampak lahko pa se vprašamo, odkot ta pestrost, odkje so pravzaprav prišle te vrste, če pa smo rekli, da pred pravzaprav obdobjem človeka je vso to območje pokrival gozd. Razen tam, ko je bilo močvirje barje in ob morski obali in še kakšna skalovja, melišča, vse ostalo je bil gozd. Torej, odkje so prišle te vrste. Verjetno jih je veliko se preselilo iznad gozdne meje dol. Se stople so iznad gozdne meje, takšne so recimo predvsem nekateri šaši pa trave, ki so našle pač svoje bivališče tudi pod gozdno mejo. Veliko jih je prišlo verjetno z migracijami ljudstev. Te migracije so bile recimo v dveh valih, z prihodom poljedelstva tam nekje med 10 pa 7 tisoč let nazaj, iz smeri jugozahod so verjetno kajti vemo, da se niso premikale tehnologije, ampak ljudje in njihove živali in so se potem seveda z njimi so prišle iz Malazije, torej območja Balkana so prihajale tudi vrste. No in potem še drugi val, pa seveda tam nekje 5 do 4 tisoč let nazaj pa so prišli živinorejci iz območja step. Se pravi, stepe iznad Aralskega, Kaspijskega jezera so se pomikali proti zahodni Evropi in tudi z njimi so verjetno prišle tudi rastlinske vrste, kajti živina je potrebovala pašo, odprte površine in seveda nekaj rastlin je prišlo zraven. Seveda pa je tudi določeno število vrst prišlo iz naravnih habitatov, kot so recimo razno skalovje, melišča, požarišča in podobno, tako da imamo potem eno tako mešanico. In zdaj te vrste, ki so prišle iz juga, ki so bolj mediteranske, imajo takšne poteze, mediteranske poteze, se pravi veliko podzemno biomaso, lahko so gorljive, imajo dlačice, imajo eterična olja in podobno. Zdaj, mi danes to, kar vidimo, seveda, kar vidimo od teh pašnikov, teh obširnih pašnikov, so vendarle samo ostanki. In nevarnost, ki preti sploh travnikov, vsem, ne samo tem, je fragmentacija. To je drobljenje, kajti z drobljenjem se prekine, torej prekine genski pretok, prekine se disperzija. No in mi smo imeli eno zanimivo raziskavo, raziskovali smo namreč pomen disperzije z ovcami. Se pravi, ta pojav je epizoohorija, ovce na sebi
nosijo semena, ki jih poberajo v travi, no, in mi smo torej poskušali dokazati, da je kar nekaj rastlin, ki se lahko širijo na tak način. Tukaj bi omenil pojav transhumance, to je nomadska paša, ki je bila zadnjič registrirana leta 87, ko so še pastiri iz Bosne, ko so gnali torej ovce vse do slovenske Čičarije, do Vremščice tudi, in potem so pa seveda vojne in avtoceste so te poti presekali in te transhumance ni več. Mi pa smo z ovcami na Vremščici poskušali dokazati, da je ta transhumanca, to premikanje ovac na daljše razdalje lahko vplivalo na razširjenost vrst, kot jih poznamo danes. In smo na čredi, ki je sicer stalna, na Vremščici smo z eno metodo izločali iz kožuhov semena, takole vsako vrsto posebej. Iz 10 ovčjih kožuhov je bilo ven izbezanih 25,000 diaspor, s tem označujemo, ne glede na to, ali je seme, ali je plod, ali je del rastline, se pravi razmnoževalnih enot, in smo jih 105 določili do vrste. Seveda največ je bilo trav, potem pa tudi vse razne, torej travniške rastline. 105 vrst smo določili iz 10 ovčjih kožuhov, da jih te ovce torej na sebi nosijo. Zdaj, mi smo se malo v to tudi poglobili in smo poskušali ugotoviti, kakšne so te diaspore, zapravi, kakšne strategije imajo, da se oprimejo kožuhov. Ene so bile takšne, da so imeli neke oprijemalne strukture, kot kabelčke recimo, ali nitke, ene so bile preprosto majhne, ene so bile pa težke z velikim volumnom, se pravi, zelo različne poteze so imeli. No in na sliki je, torej, tu je transhumanca na Balkanu, kot je bila rekonstruirana, vse te puščice, vse te črtice so poti čred iz zimske paše na poletno pašo in torej manjka pa še precej. No in kolegica je rekonstruirala tudi po virih torej transhumanco na območju Slovenije. Vidimo, da je to iz Visokega Krasa v Istro, v 19. stoletju pa celo v pašnike v Furlaniji. To je seveda tisto, kar je lahko samo še zgodovina. To se več ne more povrniti, torej transhumance preprosto ni več. Res pa je, da v nekaterih državah jo skušajo ponovno obuditi, v Španiji recimo. No in katere vrste smo našli? Našli smo vrste tipičnih kamnitih pašnikov in pa kraških košenih travnikov. Konkretno, vodilna vrsta v pašnikih je skalni glavinec, ki smo ga našli, in skalni glavinec ima svoj areal, se pravi območje razširjenosti ravno v tej smeri od, bom rekel, Črne gore do Tržaškega krasa, se pravi v tej smeri, ko je ta transhumanca potekala. Isto velja za vodilno vrsto v torej, travnikih, to je dlakavi gadnjak, ki ima zelo, zelo podobno razširjenost tam nekje do vznožja Italijanskih Alp, pa spet tam do Črne gore. Tako da, ja, čeprav nismo bili zraven, kajti transhumance ni več, ampak dokazali smo, da je lahko igrala pomembno vlogo v razširjenosti vrsta. Zdaj, če gremo pa zdaj zares malo dlje v zgodovino, tukaj imamo palinološki diagram kolegice Metke Culiberg, ki nam zanimivo prikazuje, zdaj bom samo povzel na hitro, tam nekje približno pred 3000 leti se je pokrajina odprla. Se pravi, čeprav je bilo že v neolitiku je bilo območje Slovenije ali pa Krasa, je bilo zelo prehodno, torej migracije ljudstev in tako naprej, ni bilo še razgoličenja. Pravo razgoličenje se je začelo pravzaprav v antiki, za časa Rimskega imperija, kar lepo vidimo
na pelodnem diagramu, kako so porasel pelod od recimo trav in od ostalih nelesnatih, se pravi zelnatih rastlin, po drugi strani je pa se zmanjšal pelod recimo bukve, tako da so to pravzaprav, no in pa v istem času seveda se pojavi pelod tudi kultiviranih rastlin, tako kot recimo žita ali pa recimo oljka. Tako da vidimo, kdaj se je to pravzaprav začelo, kdaj se je pokrajina začela odpirati. In dejansko večje površine travišč menimo, da so nastale tam nekje 2200 let nazaj. Takrat je bilo tudi povečanje števila prebivalstva in obseg gozdnih čistin se je zelo povečal. Recimo, kaj se pa lahko potem zgodi po toliko letih, pa vidimo recimo na tej sliki rimski limes, ki je omejeval notranjo rimsko državo od provinc in je potekal tudi pri nas tam recimo na Hrušici pa Trnovskem gozdu. Vidimo še danes ostanke, ampak če bi kdo hodil po gozdu, niti ne bi slutil, da je to nekdanji zid. Tako se potem vegetacija lahko popolnoma vrne nazaj. Vemo pa, da rimski limes je imel na vsaki strani več 10 metrov površine, ki je bila pravzaprav, je služila lahko tudi kot pašnik. Tako da vse to se seveda v zgodovini zamenja. Srednji vek je prinesel zelo intenzivno rabo. Ljudje so sekali precej nekontrolirano za kurjavo, za pašo, ko to se pravi paša je bila odprta in zato so nekatera območja bila že kar precej degradirana. Recimo to vemo iz območij recimo v Kvarnerju, ki so še danes degradirana ali pa ponekod še drugje na Hrvaškem. In seveda to je tudi nekdo to imenuje tudi dezertifikacija, kajti prst je odneslo, erozija, veter, voda, in potem so ostale takšne kamnite površine. No, to imamo potem že kasneje v 17. stoletju tudi že v pisnih virih, tako kot pravi Valvazor, zemlja je kamnita, ponekod vidiš milje daleč, vse je sivo, nič zelenega, ljudje nimajo vode. In te opisi so potem, seveda držijo potem še tudi kako stoletje in več naprej. Tukaj recimo na tej sliki je en izsek iz zemljevida iz začetka 17. stoletja, kjer je kras pravzaprav narisan, je ilustriran takšen, kot si ga predstavljamo, se pravi gole površine z redkim grmičevjem in to je tisto, kar mi danes rečemo, da je to kraška gmajna. No, potem pa imamo že prve zaresne kartografske podatke, recimo avstrijski vojaški zemljevidi, pa jožefinski katastar in tako naprej. Tukaj imamo recimo na tej sliki izsek, ki nam prikazuje recimo kraški rob. Ni dreves, ni gozda, samo ponekod redko grmičevje, se pravi vse je bilo popolnoma golo. Prepašenost, izsekavanje za kurjavo je to povzročilo in zato seveda je to kamnita puščava. Ko so z južno železnico hodili popotniki v Trst in so gledali skozi okno, so videli, kakšna je to dežela in so jo opisovali kot kamnito puščavo. No, seveda pa kamnito puščavo, ki spomladi obilno zacveti, v visoki pestrosti flore in pa potem posledično seveda tudi žuželke, ptice, kulturne krajine in tako naprej. Danes imamo še ostanke te srednjeveške krajine, to je posnetek iz Čičarije, v ozadju je Koper. To so pravzaprav ostanki, ki pa jih seveda ne moremo kot lahko srednjeveške sulice damo v muzej, mi srednjeveškega pašnika ne moramo dati v muzej, moramo ga vzdrževati, če se za to odločimo,
ali pa se bo seveda zarastel. No in se zaraščajo, jih zgubljamo, se fragmentirajo, vendar so površine, kot vidite, še vedno velike. No in spet ena naša študija, območje torej klasičnega krasa smo vzeli v obzir in smo si ogledovali, pravzaprav smo rekonstruirali stanje gozdov, travišč, kulture in pa naselij iz konca 18. stoletja in potem pa še dva časovna okna, 2002 in 2012 iz kartiranja habitatov, ki je dokaj natančno. No, tista prva karta pa je bila povzeta iz vojaške specialke v merilu 1:28,000, kar je pa tudi bilo pravzaprav zelo natančno. In kaj vidimo? Vidimo, da se je pravzaprav stanje obrnilo. To, kar je bilo, nekoč je bilo približno 80% je bilo travišč, torej kraške gmajne, v glavnem pašnikov, po dolinah tudi travniki. Danes je pa ravno obratno. Je pa seveda gozd šel takole, če si pogledamo malo te bokse, ampak ni nujno, lahko to povzamemo, da ne gremo prepodrobno v številke. Približno 80% je danes gozda, pa 20% travišč, s tem, da ta travišča tudi niso več vsa v uporabi, so že v fazi zaraščanja. Se pravi, ravno se je razmerje obrnilo. In s tem, ko se je to razmerje obrnilo, se je seveda spremenilo marsikaj. Spremenila se je identiteta krajine, spremenila se je mikroklima, spremenila se je v končni fazi tudi flora. Prišle so nove vrste v gozdove in pa travniške vrste, ki so ostale v teh fragmentih, so seveda njihove populacije danes mnogo manjše. Tukaj na tej sliki imamo z rdečim prikazane izgube habitatov, na zgornji sliki levo intenzivnost sprememb je pa prikazana na spodnji sliki. Ampak tule ne bomo šli več v podrobnosti. No, zanimivo je nekaj, z izginjanjem torej teh kraških pašnikov so se ukvarjali že v 80-ih letih v Trstu na univerzi in so pravzaprav naredili en model in izračunali, da se bo leta 2013 se bo, če se bo zaraščanje nadaljevalo, se bodo zarasli vsi kraški travniki. To je model, ki je bil narejen sredi 80-ih let, se pravi daleč nazaj. Zdaj, a to drži? Seveda ne drži, zato ker je še polno drugih faktorjev, ki lahko vpliva. No, ampak mi smo pa potem hoteli testirati model zaraščanja, kakršnega smo pridobili z vsemi temi kartografskimi podatki starimi, pa kartiranih habitatnih tipov. Validirali smo ga, ker smo imeli dva časovna okna za kartiranje habitatnih tipov in pravzaprav na osnovi tega smo lahko naredili model, predikcijo, kaj se bo zgodilo do leta 2100, če ne pride kaj seveda vmes radikalno, če se ti trendi nadaljujejo, se pravi, če se niti ne poslabšujejo, niti ne izboljšujejo. In seveda do leta 2100 bo 90% bo gozda, ostalo pa bo, in pri tem bo ostalo nekakšno stabilno stanje, ostalo so seveda potem infrastruktura, naselja in pa kmetijske površine. Zdaj, seveda, ta model ne predvideva recimo ognja, ki se je zgodil, požar, ki se je zgodil v letu 2022 na veliki površini, tam nekje 2500 hektarov, vse skupaj, 1700 je bilo verjetno gozda. No in seveda to pa seveda model ne predvideva. To pa seveda takšen požar, pa potem seveda ponuja možnosti, spet se pokaže kamen, skala, pokaže se suhozidi in spet je možnost, da se raba lahko, ta možnost obstaja, se lahko spremeni nazaj v pašnike, v travnike, lahko se pa tudi prepusti naravni sukcesiji, seveda. Lahko se pa seveda kakšen del morda pomaga naravni sukcesiji tudi z pogozdovanjem. No,
To zdaj nekako sumarično prikaže zdaj še ta graf, kako je ta soodvisnost med gozdom in odprtimi površinami. Ugotovili pa smo tudi, da zaraščanje ponekod lahko upočasnijo tudi tako imenovane visoke kobulnice. To so rastline, recimo petrešilj, korenje, so kobulnice, to so visoke rastline, ki imajo v listih alelopatske učinkovine. To so učinkovine, ki zavirajo rast in pa kalitev drugih rastlin. In ko se te kobulnice razpasejo po površini, same sebi ne škodijo in potem dejansko zavirajo tudi rast, tudi to, da bi se vrnile rastline gozdnega roba, pa potem počasi grmi, pa počasi drevesa, se pravi, upočasnjujejo to sukcesijo, to vračanje k gozdu. Zakaj? Zato, ker imajo podobne učinkovine, fenole, ki jih torej imajo same, zarašča jih pa lahko bor. Torej, in jih tudi zarašča, torej črni bor pa rdeči bor, sta pa nekako odporna, tolerantna v veliki meri na te alelopatske snovi in lahko v podrasti teh kobulnic uskalijo bori, se potem pravzaprav zrastejo, zasenčijo kobulnice, kobulnice pa imajo rade svetlobo, potem kobulnice počasi izginejo in potem se šele v podrast tega borovega gozda začne vračati listopadne vrste. Tako da pravzaprav je to en zanimiv proces, kjer je sekundarna sukcesija, se pravi zaraščanje, lahko upočasnjeno zaradi teh kobulnic. No, in zdaj, če govorimo o zgodovini, kaj je ostalo v Sloveniji od teh zelo, bom rekel, tradicionalnih rab travnikov. Recimo, ena takšna raba je, recimo, košnja v gozdu ali pa tudi paša v gozdu, ampak baje je bila še pred približno 35 leti še prisotna paša v gozdu. Danes je morda še ostal kakšen travnik v gozdu ob reki Dravi med Ptujem in Ormožem. Tu so ljudje selektivno posekali drevesa, tako da je prišlo malo svetlobe noter in so lahko uspevale nekatere travniške vrste, predvsem trave. Pa tudi recimo čeladasta kukavica pa še kaj. No in potem so to pokosili, seveda so notri tudi steljarili in s tem so potem pravzaprav ubili dve muhi na en mah. Imeli so v bistvu gozd, ki je zadrževal tla, retenzijska površina za poplave, se pravi, voda ni odnesla vsega skupaj, ampak je gozd to kljub vsemu zadržal to vodo, jo popivnal. Po drugi strani so imeli pa korist, ker so v njih tudi kosili. To so v srednji Evropi so takšni travniki v glavnem že izumrli, morda jim tudi v Sloveniji še pravzaprav so jim šteti dnevi ali pa leta. Torej, mi smo se potem tudi malo poglobili v te travnike in smo z merjenjem svetlobe in pa potem smo gledali opuščene in smo ugotavljali, kaj se dogaja. Ko te travnike opustijo, se množično zaraste invazivna zlata rozga, ki ima rada svetlobo, in potem šele čez dolgo časa, ko se ti travniki zarastejo v pravi gozd, šele takrat se potem zlata rozga malo umiri oziroma jo ni več toliko. Imamo pa dva tipa travnikov, te svetlejši, kjer izgledajo tako kot en angleški park. Imamo recimo v krajinskem parku Šturmovci, to je naš najstarejši, to je krajinski park, kjer so ta drevesa bolj redka, travniki so pa bolj, bi rekel, podobni tistim tipičnim in pa potem že omenjeni tisti temni. Tako da te svetli imajo izrazito torej travniški inventar, te temni imajo pa tudi precej gozdnih vrst noter. Zdaj, nekaj starih fotografij bom rekel, kaj so ljudje počeli
košnja na roko, paša, živine recimo, vse to ne sme nas nekako zapeljati v neko nostalgijo, to ni dobro. Dobro je edino to, da se spoštljivo ozremo na delo ljudi, ki so nam te travnike ohranili, torej danes pa seveda to več ni mogoče. Kozolcev ni več, kopic ni več, to je pravzaprav kulturna dediščina, znanje o tem je dokumentirano, objekti so dokumentirani, fotografije so, ampak tega preprosto ni več, s tem se moramo sprijazniti in tudi vse, kar je s tem povezano, se pravi opravila, s tem povezana so seveda izumrla, jih ni več in dejansko se moramo osredotočiti, da rešimo tisto nekaj, kar še pravzaprav lahko rešimo. Tukaj nekaj podatkov, da je pravzaprav delež gozda je bil proti koncu 19. stoletja 36%, leta 61 je narastel na 48% in sedaj, naj bi bil po podatkih Zavoda za gozdove, naj bi bil ta delež že 58%. Se pravi, iz 60% na 58% je narastel delež gozda, v glavnem na račun pašnikov in travnikov. To je treba povedati. Se pravi, če zaključim, pri varovanju moramo vnaprej vedeti, da ne moremo ohraniti vsega, lahko ohranimo samo vzorce. Ohranjati moramo z trajnostno rabo. Vrtički, kjer mi nekaj poskušamo na majhnih površinah doseči neko pestrost in ohranjati posamezne vrste, da včasih, v nekaterih primerih, na splošno pa to ne deluje. Skrbeti moramo seveda za pravilno upravljanje, ki ima še ekonomski smisel. Če tudi je ta ekonomski smisel subvencioniran, se pravi v obliki plačil, vendar da ima zadeva še smisel. Ne smemo zanemariti tudi negativnih procesov fragmentacije, torej da ohranjamo povezljivost med temi travišči in ohranjati moramo seveda majhne populacije, ogrožene populacije, ampak tudi nasprotno, velike in nefragmentirane površine. Zakaj? Zato, ker ravno zaradi tega, da ohranjamo genetsko pestrost vrst, da ohranjamo potem tudi žuželke, ki so vezane na te vrste in potem smo že pri pticah in tako naprej. Se pravi, pomembno je ohranjati oboje, velike in male. Jaz sem že dosti predolg, ne? Ali ne? Ne. Potem pa nadaljujem, ker imam še. V bistvu 48 minut, ampak vmes sem se skočila, da smo... Aha, no, imam še par slajdov. No, in če govorimo o recimo možnostih, ki se ponujajo, ena od možnosti je recimo en takšen ukrep, kmetijsko plačilo, ki smo ga imenovali pisan travnik, kjer bi se kmet sam odločal, kateri travniki se mu zdijo dovolj pisani, dovolj pestri in jih potem tudi sam upiše in za njih dobi plačilo. Do zdaj je bilo namreč tako, da v vseh kmetijskih plačilih ni bilo pomembno, kakšen travnik vstopa v ukrep. Ena naša raziskava je pokazala, da je približno 40% tistih travnikov, ki so vstopili v ukrep, niso bili naravovarstveno pomembni, se pravi, niso bili pisani, niso imeli biodiverzitete, zato je bil ukrep pravzaprav zgolj plačilo, ne pa ni imel nekega rezultata, nekega cilja. No, tukaj pa bi kmetje sami izbirali. Kako? Variante smo predvideli dve. Enostavnejša varianta je izbiram barve, se pravi, kmet na travniku izbere 3 barve in
seveda so potem tudi eni pogoji, da mora biti teh rastlin vsaj nekaj in nekaj, ene par vrst je, če tako rečem, prepovedanih, tistih ne sme upoštevati, kot je recimo regrat, ampak to so travniki, z lahkoto najdete na travnikih 3 barve. In ko smo to preizkušali, v eksperimentu smo ugotovili, da ljudje dejansko zadanejo, da izberejo ta prave travnike, ne tiste, ki so intenzivirani, ki imajo nizko pestrost, ampak izberejo ta prave travnike in da bi ta ukrep lahko deloval. Zdaj, kmet potem samo gospodari tako, kot je gospodaril do sedaj. Kajti potem pride enkrat vmes, kasneje, pride nekdo, ki to pogleda, lahko je to zelo na hitro pogledati, aha, je pisotravnik, je, ni in potem seveda verificira to prepoznavanje. To smo nekako preizkusili. Varianta 2 pa je, da kmet izbere 4 pokazateljske vrste in smo potem, ker je Slovenija, kot sem rekel, ločena na celinske pa na submediteranske, smo potem naredili torej 2 takšna slikovna kataloga teh vrst, ki bi bila lahko pokazateljske in potem kmet samo odkljuka, katere ima, katere je našel in seveda potem je takšen travnik lahko vstopi v ta ukrep, v to plačilo. Tako da to predlagamo recimo kot en izmed takih možnih, zelo enostavnih ukrepov, ki pa tudi vključuje samega lastnika, kmeta, ki se potem tudi sam začne zavedati počasi, kaj ima in zakaj je to pomembno. Jaz bi se na koncu samo še rad zahvalil vsem svojim kolegom in sodelavcem, nekaterim za podatke, za raziskave skupne, nekaterim pa samo za fotografije. Toliko z moje strani, hvala za pozornost.